Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o obdobju moderne. Ta beseda moderna nima istega pomena, kot je naš pomen besede moderno, ampak gre za obdobje slovenske moderne. V evropskem prostoru se je to obdobje imenovalo nova romantika. Na prelomu stoletij pride do raznih nenavadnih, čudnih smeri, predvsem zaradi človeškega strahu pred prihodnostjo. V Svetem pismu, v poglavju v knjigi Razodetja, je omenjena apokalipsa in napovedana zelo nenatančno, v glavnem v tisočicah in stoticah, in zaradi tega se ljudje že skoraj 2000 let bojimo stotic in tisočic v naših datumih, ker mislimo, da bo takrat prišla apokalipsa oziroma sodni dan oziroma neka katastrofa in konec. Okrog leta 1900 so se ljudje upravičeno bali katastrof, ki so jih, ne vem, ali čutili, ali prerokovali, ali kakorkoli že, ker sta sledili dve vojni, in to prva že čez 13 let in druga čez 40 let. Obdobje moderna je trajala kratek čas, od leta 1899, spomnite se, da je to malenkost po ljubljanskem velikem potresu, do leta 1918. Leta 1899 je išla Župančičeva pesniška zbirka Čaša opojnosti in Cankar je umrl leta 1918 v zadnjem letu Prve svetovne vojne. O njegovi smrti skrožijo različna domnevanja in teorije zarot, ker je bil pač politik, ki bi lahko prišel do marsikatere vloge. Ampak leta 1918 je umrl in ni znano, ali je umrl zaradi zdravja ali zaradi umora. Moderna je kot obdobje prišla za realizmom. Mi smo govorili, da je za realizem značilen njegova nagnjenost k razumskosti, k razumu, to pomeni čim manj čustev, objektivni način pisanja, to pomeni samo resnične stvari ali tiste, ki bi lahko bile resnične in preverljive, in nagnjenje, da piše o običajnih ljudeh v njihovih življenjih, o boleznih in katastrofah v njihovih življenjih. S tem se ukvarja realizem. Moderna, kot nova romantika, se je pa tega naveličala in se usmerila v nasprotje teh stvari. Razumskost je nadomestila velika čustvenost, objektivnost je nadomestila subjektivnost, neke duhovnosti je prišlo zraven in tako dalje in tako dalje. Vse to si lahko potem sami razložite. Glavni modernisti pri nas, ki se imenujejo tudi četverica moderne, in če se kdaj sprehajate po Žalah, lahko najdete tudi grobnico moderne, in tam so vsi štirje: Oton Župančič, Ivan Cankar, Dragutin Kete in Josip Murn. Ivan Cankar je bil pisatelj, želel je biti pesnik, pa ni bil pesnik zaradi tega, ker je spoznal Župančiča in ga je imel za tako dobrega pesnika, da se njemu ni splačalo biti pesnik. Zato je postal pisatelj in je bil prvi profesionalni pisatelj v Sloveniji. In vas vprašam, kdo pa še dan danes živi profesionalno kot pisatelj v Sloveniji? Težko je biti profesionalen pisatelj v Sloveniji, zato ker je publika premajhna. Ta čas moderne je bil tudi čas velikih izumov. Izumili so film,
Prišel je tudi prvi film za kinematografe z naslovom Izlet na Luno. Potem v Sloveniji je bil Karol Grossman, ki je posnel pohod ljudi iz cerkve na domove v nedeljo. Potem so napravili letalo z motorjem z notranjim izgorevanjem, enako Daimler-Benzov prvi avtomobil. Tudi v umetnosti so nastale neke smeri, ki so bile zelo nenavadne, predvsem impresionizem in pointilizem. Pointilizem so tiste slikarije, ki so napravljene s pikicami in se v bistvu potrebno odmakniti od slike, da ti vidiš celo sliko. In pri res dobrih impresionističnih slikah vidiš, da je lahko napravljeno tudi z natančnostjo fotografije. Potem, konec 19. stoletja je bila Evropa nasičena z začetki industrije in z materialnostjo, bilo je tudi obdobje miru in si je zaželela najti globlje bistvo človeškega življenja. Zaradi tega so nastali ali pa se pojavili ljudje, ki so zelo se potapljali v meditacijo, in moderna je bila kot smer takšna meditativna, počasna, pesniška smer, kjer se je običajno pisanje zgodb nekako stapljalo s poezijo, je nekako postalo podobno pesništvu. In tako je nastala oblika, ki se imenuje črtica. Črtica združuje lirične lastnosti in epske lastnosti v eno. V tistem času smo še vedno živeli v okviru Avstrije, Avstrijskega cesarstva, ki se je medtem, to pomeni tam v 60. letih, preoblikovala v tako imenovano Avstro-Ogrsko. Avstro-Ogrska je bila taka kombinirana monarhija z dvema sedežoma na Dunaju in v Budimpešti. Potem je bila Prva svetovna vojna, ki se je začela leta 1914 in v njej je Italija zasedla slovensko Primorje in Istro. Zaradi tega so Slovenci in Hrvati in Srbi začeli razmišljati o skupni državi. In to zahtevo so leta 1917 v Dunajskem parlamentu zavrnili. S koncem Prve svetovne vojne je bilo pa tudi konec Avstro-Ogrske. Držo modernistov lepo vidimo v naslednjem citatu, ki pripada Cankarju. Tukaj tudi vidite, v kakšni močni meri se je Cankar upiral vsem realističnim vrednotam, s katerim je on imel stik. Poglejte, kaj piše. Moje oči niso mrtev aparat, moje oči so pokoren organ moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva. Razložite si sami, kaj je on hotel s tem povedati. Bodite pozorni na začetek. Moje oči niso mrtev aparat. Če se spomnimo, da je realizem videl človeka samo kot nekakšno zelo prefinjeno obliko stroja. Kaj torej hoče Cankar tu s tem povedati? In še to bom omenil, čas začetka moderne, tam okrog 1900, se je v tujini imenoval tudi fin de siècle, kar pomeni konec stoletja. To je bil ravno ta čas, ki je bil zaznamovan z strahom pred prihodnostjo. In so ljudje tudi delali slike, ki so bile temačne in z nekim strahom in pisali v takih stvareh, vse zaradi strahu pred apokalipso. In tudi pred letom 2000 smo tudi imeli takšen fin de siècle, konec stoletja,
ko so ljudje trepetali predvsem pred tako imenovanim Y2K-em oziroma milenijem bugom, po slovensko bi se temu reklo virus ob koncu tisočletja. Takrat so ljudje mislili, da bo vse propadlo zaradi tega, ker računalniki niso imeli datuma v svojih sistemih, ki bi lahko preskočil na letnico 2000. No tako, toliko zdaj o moderni, mislim, da ste osnove dobro slišali, zdaj pa kar na delovni zvezek.